fotografija, esatto. Ona je plesalka, ne, mislim, da so študenti, tiste jugoslovanske, oba imata, ena pol. Ona je plesalka in koreografinja, ona je pa tudi reper, Joss. Zdaj je to tako neka smo že 14 let, ker je bila na tem festivalu ker se ful Ruben pleše Ja, če bi jaz to vedela, bi se to nekako zamotam, zato da se ne poškoduje. Ja. Hvala Bogu, hvala Bogu. Dober dan. Jaz bi vas rada pozdravila v svojem imenu in v imenu MM Studia, s katerim smo skupaj naredili ta projekt.
Prvo bi vam rada nekaj oziroma par besed povedala o samih začetkih tega projekta in zakaj se je pravzaprav razvila ta aplikacija, ki smo ji dali ime oziroma ki ima ime po moji knjigi naših prvih 1095 korakov. Sam začetek te aplikacije v bistvu je težko opredeliti, kam sploh sega. Lahko bi rekli v bistvu, da sega par let nazaj, lahko bi pa rekli v bistvu, da že v moje otroštvo. Zakaj v moje otroštvo? Zato, ker sem si v bistvu sama želela imeti nek svoj spominski album in v bistvu, ker tazga spominskega albuma za posvojene otroke nekako se ni dal dobiti, ker se določenih segmentov pač spominskih albumov, kot jih pač poznamo, ne da izpolniti, sem se jaz nekega dne odločila, da naredim pač svoj spominski album. Tako je pač nastala knjiga naših prvih 1095 korakov in potem sem enega dneva prišla na idejo, da bi pa jaz v bistvu naredila iz te knjige tudi aplikacijo. In danes v bistvu smo tukaj zaradi tega, da predstavim vam pač to svoje delo, v bistvu to aplikacijo. Nažalost imamo tako vreme, kot ga imamo, pa imamo nekako bolj osebno predstavitev, ampak zaradi tega imam jaz mogoče malo manj treme. Zelo bi se rada zahvalila gospi Mori, ki mi je prispevala slikce za to aplikacijo, tako da bo ta aplikacija mogoče še malo bolj osebna, kot bi bila sicer. Ja, pa videla sem, da so tudi 7-ke tvoja srečna številka, tako kot moja. Slajdala vas bom v bistvu, šla bom čez slajde od aplikacije, niso vsi izpolnjeni zaradi tega, ker enostavno ni bilo časa, pri določenih slajdih se bom pa še malo ustavila, pa bom nekaj več povedala. Se pravi, vsi, ki smo se nekako pobliže srečali s posvojitvijo na tak ali drugačen način, se pravi kot starši ali pa kot otroci, vemo, da v bistvu se posvojitev oziroma starševstvo nekako v tej vlogi ali pa v bistvu tudi vloga otroka malo razlikuje, kar se tiče pač baby booka in sicer sama priprava na starševstvo je malo drugačna. Ko govorimo tukaj o baby bookih, se pravi, ni glih priprav skozi nosečnost, težko je vedeti, kdaj v bistvu je otrok prvič brcnil in težko je narisati in izpolniti sliko prvega ultrazvoka. Zato so pa tukaj v bistvu zelo specifične in bolj posebne drugi momenti, ki v bistvu zaznamujejo to pač lepo starševstvo in sicer ta odločitev, ki se nekako porodi v vsaki družini, zakaj sta se odločila pač za posvojitev. Zmotno velikokrat v bistvu mislimo, da je to v bistvu sam razlog, da pač starši zgolj ne morejo imeti otrok, in tudi v bistvu sprejemanje tega, kako bi rekla, razloga, da ne morejo imeti otrok. Pač eni to sprejmejo na čist pozitiven način in v bistvu jim to pomeni zgolj neko novo priložnost v življenju. Jaz bi šla na veselo novico. Definitivno takrat, ko dobite starša klic, da bosta postala starša, je verjetno skoraj toliko pomemben za oba starša, kakor je pomemben pač tisti moment, ko mama izveza nosečnost preko svojega testa nosečnosti in verjetno tudi eden izmed najpomembnejših dni v samem postopku posvojitve in tudi pol v samem starševstvu. Ko sem delala v bistvu ta baby book, pa sem imela tudi ene par intervjujev pa sami knjigi, so me vprašali, kateri so tisti najpomembnejši segmenti v tej knjigi, pa v bistvu jih tudi nisem znala sama izpostaviti, zato ker so se mi v bistvu vsi zdeli toliko zelo pomembni. In že sem tu. Vsi, ki imate izkušnjo s posvojitvijo za Rusijo, veste, da ko greste pač prvič v Rusijo, da to še ne pomeni, da v bistvu se s tem postopek tudi konča in v bistvu
da to je nekako še dost začetek te poti, ki jo pač morate prehoditi. Je pa verjetno eden izmed najbolj vznemirljivih trenutkov pač glih ta dan, ko se pač starši in otrok prvič vidijo. Tukaj na tej pač sliki vidimo pač, ko so se prvič videli družina Mori. Končna družina. Tukaj sem izpostavila zelo pomemben poudarek, napišite pač pravljico naše družine. Mislim, da ta del zelo pomaga, bom rekla, pa temu, kako otroku tudi povedati na pozitiven način, da je posvojen, in v bistvu pomaga tudi pri temu, kako ohranjati ta nek pozitiven način do njegove pač matične države in njegove pač države izvora. Lahko je to skozi določene pravljice, skozi določene spominke, skozi mogoče pač iz kulturološko, ne vem, ohranjanje recimo, ne vem, nekih, bom rekla, čisto tradicionalnih vrednot, recimo, da kdaj kaj skupaj skuhajo, kar je recimo, ne vem, se kuha tam v njihovi matični državi ali podobno. Lahko recimo skozi jezik ali učenje recimo jezika matične države ali kaj podobnega. In končno skupaj na poti proti domu. Zdaj, ko sem res posvojena, je bilo pač to malo drugače, pa smo se na pač pot domov več ali manj odpravili z avtom, pa to ni bilo tako vznemirljivo. Danes je pa to v bistvu več ali manj zelo vznemirljivo, zaradi tega, ker pač pot poteka z avtom, z vlakom, z letalom in je v bistvu za otroka lahko sicer tudi več ali manj zelo naporno, zdaj pa če se jo pa spomne in se mu to nekako naredi v neko zgodbico, je pa to za njega lahko en zelo lep spomin. Slavnostna posvojitev je v bistvu praznik družine, kjer v bistvu se družina spomni dneva, ko so uradno postali družina. Ta v bistvu praznik je v bistvu, lahko rečemo, svojevrsten praznik, zaradi tega, ker ga v bistvu praznuje lahko samo pač posvojiteljska družina in je v tem, bom rekla, toliko poseben, da ga recimo biološka družina pa ne more. Lahko bi rekli, da imamo skoraj 2 rojstna dneva. Potem vidite, da sem v bistvu šla zelo specifično delati ta baby book, ki sem mu dala v bistvu tam, kjer v bistvu mi nimamo tistih segmentov, ki bi jih lahko izpolnili, sem jaz v bistvu dodajala tiste segmente, ki jih pač mi lahko izpolnimo. To je bil moj glavni namen. Zdaj bi v bistvu povabila še Mihata Jeraja, da bo povedal v bistvu ostale tehnične stvari te aplikacije oziroma zakaj smo sploh začeli sodelovati. Najprej prav lepo pozdravljeni. Zaradi vremena verjetno se nas je res malo manj zbrali, kakor bi drugače, ampak konec koncev tako je. Zdaj, jaz bi za začetek majčkeno predstavil MM Studio. Mi smo neko vzpostavljamo oziroma smo neko podjetje, ki razvijamo spletne strani, spletne aplikacije in konec koncev tudi mobilne aplikacije, kakor vidite. Zdaj, ker imamo zelo veliko samega razvoja, so naše stranke praviloma mogoče malo večje oziroma malo bolj zahtevne in so tiste, ki želijo od spleta dobiti več, kakor lahko ponudijo neke open source oziroma neke preproste spletne rešitve. Zdaj, tako kakor ponovadi ostale stranke, je tudi Katarina poslala neko povpraševanje in tako je slej ko prej prišlo do prvega sestanka z nami, kjer je sama predstavila to svojo idejo. Zdaj, ideja se nam je zdela že na začetku dosti, ne bom rekel odbita ali pa dosti zanimiva, ravno zato, da tega še nobeden ni naredil oziroma ravno zato, da so neki potenciali v takšni aplikaciji, kakor je aplikacija za posvojitev Baby Book. Ideja
mislim, pregledali, slej ko prej smo mogli seveda tudi pregledati, kakšna je konkurenca na teh zadevah in tako naprej. Tako smo se odločili, da bomo Katarini tudi pomagali pripraviti, se pravi sam baby book od začetka do konca, da jo bomo suportirali pri vsem tem in da jo bomo tudi rešili tehnične zagate, ki so se pojavile pri aplikaciji. Tehnične zagate so bile predvsem za shranjevanje datotekom, velikostih datotek, ker konec koncev aplikacija mora delati na vseh napravah, telefonih in tako naprej, zato da dobimo čim več uporabnikov in da se zadeva povezuje v neko community in da jo je smiselno tudi razvijati v prihodnosti še naprej. Največ problema v bistvu nam je delal arhiv samih podatkov. Saj veste, se vam zgodi, da zamenjate telefon ali pa vam telefon crkne ali pa kaj podobnega. Seveda to mora biti rešitev, da dobite vse svoje datoteke, vse svoje spomine, vse besedilo, ki ste ga že napisali, tudi nazaj na drug telefon oziroma z novim telefonom. To zadevo smo tudi uspešno rešili. Pri razvoju same aplikacije je zelo veliko pomagala Katarina, moram reči. Mogoče celo več se je udejstvovala kjerkoli druga naša stranka pri drugih projektih, zato je bilo tudi veselje delati, se pravi, s Katarino tako aplikacijo. Zdaj, tukaj vam predstavljamo neko aplikacijo, se pravi, ki je nek beta verzija, v bistvu v naslednjih dneh bo tudi objavljena na iStoreu in si boste lahko naložili na svoje telefone. Ima pa še majčkeno mogoče kakšne pomanjkljivosti, ampak načeloma smo že zelo na koncu tudi testiranja. Zdaj aplikacija za začetek ponuja res lep pregled, se pravi od samega začetka, od samega spoznavanja staršev do priprav na posvojitve, spremlja posvojitev, noter lahko opisujete od ljudi, ki so vam pomagali pri posvojitvih, socialnih delavcev in kakšno izkušnjo konec koncev ste tudi imeli, da boste v prihodnje z novo verzijo ali pa lahko zadevo tudi natisnili v ta pravi spominski, se pravi fizičen spominski album. Želeli smo z aplikacijo, zapolniti neko praznino konec koncev, ki je v bistvu na trgu oziroma z nekim delom, nekim segmentom, kjer praktično tega ne obstaja. Obstajajo tudi druge aplikacije, se pravi baby booki, ampak so več ali manj namenjeni rojenim otrokom. Poleg tega se nam je pa ideja zdela zelo smiselna, ker ima neko vsebino oziroma neko zgodbo, ki jo starši postopoma izpolnjujejo in tako pridejo do svojega albuma. Zdaj, jaz bi se vam kar zahvalil za vašo pozornost. Predlagam, da si jo kar malo pogledate aplikacijo, zato smo tudi razdelili malo iPadov. Mogoče, jaz zdaj tukaj ne moramo še glih izpolnjevati, ker verjetno nimate svojih slik gor. Je pa zelo dobrodošlo, da jo tudi potem, ko bo na iStoreu, zloadate in preizkusite sami. Hvala. Zdaj v bistvu nismo ostali čist samo pri aplikaciji za posvojene otroke. Navdih za to je bila moja v bistvu krščenka, pa vam jo bom kar predstavila. Samo upam, da bo hotela sodelovati, ker ne vem, če je že vajna take publicitete. No, tole malo bitje, ki se je rodil 17. februarja, a boš kaj povedala? Je bila pravzaprav kriva za naslednjo aplikacijo
in sicer naših prvih 367 korakov, to je pa aplikacija ob rojstvu otroka. No, ona bi pač rada šla k svoji mamici. Ja. Preden bomo začela resno govoriti. Jaz bi lahko rekla, da imam kar veliko mam, če se lahko tako izrazim, pa čisto vsaka mi je dala neko lepo izkušnjo in v bistvu me nekaj naučila. Bom rekla, največ topline sem dobila glih s svojim obiskom v Venezueli, kjer sem šla v bistvu takoj po svoji srednji šoli in ko sem šla takrat, v bistvu tja so moji rejniki skoraj živčen zlom dobili oziroma so skoraj v nezavest padali. Tako da ob tej priliki bi povabila, da se nam na oder pridružita Pina Eržen in Jan Hafner iz plesnega kluba Urška. Stara sta 12 let in sta državna prvaka med mlajšimi mladinci. Za ta nastop v bistvu sem se odločila, zato ker sem tudi sama izredno rada kot otrok želela plesati latinsko-ameriške plese. Kar izvolite. Coge el trillo, veneo. Óyeme, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Ay, mi Guajira, yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en el monte, monte soy. Hvala. Zdaj pa, ko ste si že tako lepo ogledali tele aplikacije, ko upam, da so funkcionirale, bi pa v bistvu na oder rada povabila v bistvu glavne uporabnike te aplikacije. In sicer za začetek vabim prvo gospo Mori, ki je bila v bistvu kar glavna igralka v današnji moji predstavitvi. Kaj naj povem? Torej, vsaka mamica, ne? Vsaka mamica, vsaki mamici, pa vsakemu očetu, vsakemu staršu je kaj najbolj pomembno? Verjetno zdravje otrok, ne? Pa vsi si želimo, da bi bili srečni in tako naprej, ne? Sigurno, tako smo mi včasih, ko smo bili malo mlajši, raziskovali, kdo smo se sami srečali za svojo identiteto, tako se bodo tudi naši otroci spraševali, kdo so, kaj tukaj počnejo. Mogoče, če so posvojeni, ne vem, kako je, to bi Katarina malo bolje znala povedati, kako je, ko se kot posvojen otrok srečuješ z neko lastno identiteto, ampak ko se par odloči, da posvoji, sigurno gre tudi skozi taka vprašanja skozi, ne. Sigurno se vpraša, kako se bo otrok, ki je tvoj otrok, ne, ampak mogoče res nima tvojega genetskega ustroja, ne, se pravi, kako se bo on počutil in kaj se bo spraševal. In kakorkoli že, ne vem, ko sva razmišljala, je bilo pravzaprav tisto, če je družina okej, ne, če so pravilne vrednote, potem
ni nekega problema. Ne? In za pravilne vrednote in za vse to se mi zdi en taki baby book izredno pomemben. Zakaj? Zaradi tega, ker tu so njegove korenine, njegove začetki. Ko bo iskal neko svojo lastno identiteto, sigurno bo pogledal večkrat ta book, ne? In sigurno bo iskal, kaj se je dogajalo, verjetno bo spraševal se tudi kaj drugega, ne? Še ne vem kaj, ne? Ampak zdi se mi, da je ta internetna aplikacija sploh izredno, mislim, super za vse nas starše, ne? Sploh za tiste, ki pač pogrešamo tako obliko ravno zaradi tega, ne? Ker pač so otroci posvojeni in je ena velika razlika. Jaz moram reči, da sem bila že zelo navdušena nad nad fizično obliko knjige, ki jo je Katarina pripravila, se pravi ta fotobook, ne? Se mi zdel fenomenalen, ker to iščeš, ne? Niti ne veš, da obstaja, ne? Potem pa v enem trenutku vem, ko sem odkrila, da Katarina to ima, ne? Sem kar ne vem koliko naročila, ne? Se pravi tudi tiste prijatelje, ki jih poznam, zaradi tega, ker se mi zdi tako pomembno, da imaš nekaj takega, kar je zelo specifičnega in zaradi tega, ker je to nekaj tako edinstvenega za svojega lastnega otroka, ne? Saj tudi sami, veste, tudi ko smo odrasli, vedno radi pogledamo v našo zgodovino, tisto, kar je bilo, vedno se rado lepih stvari spominjamo, ne? In kaj bi včasih dali, ne? Da bi mi, ki smo danes starejši, pogledali, ja, koliko pa sem imel, a so bili kakšni copatki, ali kar je bilo tistega malega, ne? No, naši otroci, ne, so vseeno v taki se mi zdi, v taki hitri dobi rastejo, ne, da bo nam res marsikaj, oziroma jim bo marsikaj prihranjeno, nam pa tudi, ne, ker naši otroci bojo končno imeli tudi spomine. In zato se ti tudi jaz, Katarina, iskreno zahvaljujem v imenu vseh nas mamic, ne, ki smo, in očetov seveda, ne, ki smo posvojili in ki bomo imeli na ta način pravzaprav rešen en velik problem. Naši otroci bodo pa končno imeli zgodovino. Še posebej vesela pa bom, ko se bo tole dalo tudi ven sprintati, ne, oziroma ko se bo dalo, vse veš, ne. Zdaj bi pa pač rada povabila še gospo Matejo Gris. Hvala. Ja, Helena je že v bistvu vse povedala. Jaz lahko rečem, da sem danes se že skoraj upravičila, ker sem prehlajena, ampak Firbec mi ni dal, da ne bi videla tole aplikacijo čim prej, ker seveda knjigo imamo, ne, in nam je zelo všeč. Aplikacija je pa čisto nekaj novega. Tako da me je kar prijelo, da bi še enega posvojila, da bi lahko v živo zdaj, ne, še enkrat, hecam se, ni govora, ne, ampak ja, zelo fajn se mi zdi. Jaz mislim, da bomo aplikacijo prej izpolnili kot fizično obliko, ne, ker je veliko bolj lušten zdaj, ker sta otroka že v šoli tipkati in slikce tako drugače nalagati. Upam, da se da tudi kakšen filmček. Tudi? Zoja, smo zmagali. Tako da jaz sem zelo vesela, ker se je Katarina tega lotila, da je našla ljudi, ki so ji pri tem pomagali. Jaz sem prepričana, da boste vsi obogateli zaradi tega, ker se mi zdi super stvar in res želim, da bi. Tako. Hvala, Katarina. Pač pravih prijateljev na svetu je zelo malo, ne? Tako da, Ivana, ti si definitivno med njimi, tako zaslužiš si poseben govor, tako da tebe zdaj za zadnjo vabim, da se mi pridružiš. Ker nas ni toliko in ker jaz znam na glas govoriti in s tem ne znam komunicirati. Zaradi posnetka. Dobro. Ja. Jaz sem pa pri Katarinin baby booku videla eno možnost, ker se mi je zdela posebej zanimiva. In sicer midva z možem imava dva otroka. En je posvojen, drugi je pa se rodijo s 6 meseci. In ko sva dobila ta dva klasična baby booka, enega rumenega pa enega modrega, sem se jaz skoraj zjokala, pa nisem baš od najbolj nežnih, ker je en otrok zamudil 2/3 baby booka, preden je prišel k nam. Ta drugi, po mojem, si ne želi teh spominov, ker so njegove prve fotografije in kako je prišel na svet in tako naprej. Tako da sem v Katarininem baby booku, ker je narejen
za posebne primere, sploh pa zdaj, ko se ta nova tehnologija daje več možnosti, kot da se natisne za vsako verzijo nova knjiga, videla možnost, da dovoli vsakmu otroku njegovo posebnost. In zato se mi zdi ta projekt v elektronski verziji še posebej zanimiv, ker jaz, ker pač imam tako domišljijo, si že vidim nadaljevanja, ker so mogoče za istospolne partnerje, za enostarševske družine, za družine, ki so mogoče izgubile koga od staršev, za ločene starše. In skratka, ogromno možnosti, ker otroci v takih raznih družinah že živijo in so tudi na način klasičnega baby booka diskriminirani zaradi tega, ker si ga ne morejo izpolniti, ker zamudijo, tako kot moj otrok 2/3. Tako da, evo, ideja, dober začetek, všeč mi je, da smo začeli razmišljati o posvojenih otrocih in o vseh drugačnih. Naslednji govor bi mogel biti od socialne delavke iz Centra za socialno delo Krško in ker se ga zaradi vremenskih razmer žal ni mogla udeležiti, mi je poslala mail, za katerega mi je prosila, da ga preberem. Spoštovana Katarina, zaradi neusmiljenih vremenskih razmer moramo žal upravičiti našo prisotnost na današnjem dogodku. Iskreno se vam zahvaljujemo za vaše cenjeno vabilo in prav ponosni smo, da smo lahko del vaših dobrih del. Že sama knjiga oziroma spominski album ima velik pomen za posvojene otroke in njihove starše in jim predstavlja čudovit pripomoček pri ustvarjanju njihovega dragocenega mozaika življenja. Nastalo je veliko vabljivo delo s čudovitimi ilustracijami, z vzpostavitvijo interaktivnega spominskega albuma pa bo to delo še bolj v duhu sodobnega časa in bolj blizu otrokom. Na našem Centru za socialno delo ugotavljamo, da je sicer malo primerov posvojitev, vendar je vsaka posvojitev zelo strokovno zahtevna in zahteva svojo specifičnost in ne nazadnje veliko mero tenkočutnosti. V okviru Centra za socialno delo Krško vsako leto organiziramo za rejniške in posvojiteljske družine družabno in strokovno srečanje. V decembru 2014 smo na naš dogodek povabili tudi vas in za vaš dragocen prispevek se vam še enkrat zahvaljujemo. Odzivi na vaše predavanje so bili tako strani posvojiteljev kot tudi rejnikov in strokovnih delavk zelo dobri. Skozi vaš prispevek ste nam približali zelo pomembna spoznanja in vprašanja, predvsem z vidika doživljanja otroka in družine. Kljub temu, da je bila vaša pot v življenju tudi zelo težka, ste nam prikazali svoje izkušnje na prav poseben način in sicer tako, da je vaše razmišljanje v pomoč in podporo vsem otrokom, biološkim staršem in posvojiteljem. Vaš prispevek bi moral postati pomemben del strokovnega izobraževanja za vse strokovne delavce, ki delajo na področju rejništva in posvojitev. Želimo vam vse dobro in upamo, da bo današnji dogodek uspel in da se vaše sporočila slišalo še bolj glasno in še bolj širše. Prijazen pozdrav. Prosim, da moje misli preberete tudi na današnjem dogodku. Marina Novak-Razbel, direktorica Centra za socialno delo Krško. Zdaj bi pa ob tem zaključku strokovnega dela povabila, da se mi tukaj pridruži še profesorica dr. Darja Zavelšek iz Fakultete za socialno delo, ki je v bistvu tudi prvo organizirala par let nazaj izobraževanje za socialne delavce na področju posvojitev. Hvala lepa, dober večer. Najprej bi pozdravila to aplikacijo in tudi že prej knjigo Katarine Tomšič, ki je fantastična in bom tudi argumentirala, zakaj se meni zdi fantastična tako aplikacija kot knjiga. Se mi pa zdi tudi zelo pomembno, kar so že povedale moje predhodnice, gospa Helena in Kodrič in Mateja Gris in Ivana Džilas. In vse to, kar ste rekle, so se pravzaprav strokovnjaki naučili od vas staršev in prej tega niso vedeli. Jaz sama sem sociologinja, ampak poučujem ljudi, ki potem postanejo socialne delavke in delavci. In lahko vam povem malo o zgodovini in sicer, da se v Sloveniji o posvojitvah pred 10 leti sploh ni govorilo.
ne samo, da se ni govorilo, ampak je bila to nekako tema, za katero se je zdelo, da je ni. Šele potem, ko so pravzaprav skoraj bi rekla generacije staršev si same poiskale možnost, da so posvojili otroke recimo v republikah bivše Jugoslavije ali pa celo na drugih kontinentih, je to postala nekako tema, ampak tema spet, ki bi jo naši politiki pa tudi strokovnjaki najraje zamolčali. In meni je bilo to vedno zelo nenavadno in sem se zelo velikokrat spraševala in sem prišla tudi do odgovora, zakaj je temu tako, ampak s tem vas danes ne bom morila. V glavnem, število posvojitev se je začelo povečevati, tako da zdaj imamo vsako leto notranjih in tako imenovanih mednarodnih posvojitev tam med 30 in 50, kar je že zelo veliko. Zakaj se meni zdi knjiga in aplikacija tako zelo imenitna in pomembna? Prvič zaradi tega, ker starši, ki so posvojili otroka in otroci, ki so bili posvojeni, do zdaj v Sloveniji niso imeli, temu jaz rečem, pozitivnih modelov. Njih ni bilo v knjigah. Recimo, spomnite se knjige iz vaših knjig, ki ste jih brali v osnovnih šolah, pa v srednjih šolah, pa romanov, pa filmov, pa tako naprej, kje so pred 10 leti nastopali kakšni otroci, ki so bili posvojeni, ali pa kakšni starši, ki so otroka posvojili. Torej, bila je totalna nevidnost, totalen molk. In le v zadnjih letih se je začelo o tem govoriti. Tako da recimo obstaja ena knjiga v slovenščini, ki se ji reče Velika knjiga o družinah, kjer je celo napisano, da so otroci, ki so bili posvojeni, pa otroci, ki imajo samo eno mamo, pa ki živijo z očetom, pa otroci, ki imajo 2 mame, pa otroci, ki imajo 2 očeta, pa otroci, ki so v rejniških družinah. In to je prava revolucija za Slovence in Slovenke. Tukaj sem malo cinična, malo, tako bi rekla, tukaj smo kakšne 30 let za svetom, zahodnim, ampak ga bomo že ujeli nekoč, na vzhodni Evropi je še slabš. In torej tukaj imamo pa album, kjer otrok in tudi starši lahko sami sebe, ne samo, da ga ustvarjajo, ampak potem lahko tudi sami sebe v njem prepoznajo, lahko se identificirajo. In izkušnja posvojitve postane ena od izkušenj v, bi rekla, paleti različnega življenjskega sveta, tako kakor so druge izkušnje, kot otrok pride na svet kot biološki ali pa otrok, ki je rojen s pomočjo reproduktivne tehnologije in tako dalje. In to je zelo pomembno. Zelo pomembno in zaradi takih knjig in zaradi takih ljudi, kot je Katarina Tomšič, pa tudi zaradi takih staršev, ki pridejo na oder in to ne samo enkrat, ki pridejo na televizijo in govorijo o tem, prvič, kako nobene podpore niso imeli, ko so bili v procesu posvojitve, drugič, kako je še vedno premalo govora o tem, torej zaradi takšnih ljudi se v Sloveniji klima v tem smislu malo spreminja in imajo tudi otroci, ki so bili posvojeni, tako kot ste rekli lepo, svojo zgodovino. In pri nas se v strokovnem delu, v strokovni praksi se je govorilo ali pa se še govori o tako imenovani zaprti in tako imenovani odprti posvojitvi. Jaz sem se mogla to sama vsega malo naučiti. Zaprta posvojitev pomeni, da starši posvojijo otroka, bodisi v tujini, bodisi v Sloveniji, in potem nikoli več v življenju o tem nobenemu nič, niti besedice ne povejo, in seveda to postane velika družinska skrivnost. Vsi pa, ki ste
živeli kdaj v družinah in vsi smo in živimo v družinah, pa vemo, da se velike družinske skrivnosti vedno izrodijo v eno veliko družinsko travmo ali pa v velik tabu ali pa v nekaj, zaradi katerega je kar veliko ljudi nesrečnih. Torej, otroci, ki so v Sloveniji bili včasih posvojeni, so ponavadi pri 35 letih od kakšne dobre tete, pod narekovaji dobre, ali pa kakšne prijazne sosede zvedeli, da oni pa tako in tako niso ta pravi, ne? In da oni pa niso njihovi. Ne? Ali pa takrat, ko so starši rekli, vse ta puberteta je, za vso tole težko puberteto je krivo samo to, da nisi naš in da si bil posvojen. Torej, to vrstne predstave, da je tako imenovani naš otrok ima večjo verjetnost, da bomo z njim zadovoljni iz perspektive staršev in da seveda so zelo problematične. Torej, takšna aplikacija in ta album daje pa drugo možnost, daje pa možnost, da v praksi lahko delamo tisto, kar meni je zelo žal, ker je dete že zelo nemirno. Saj bom hitro končala. Da lahko res delamo tisto, čemu rečemo odprta posvojitev. Odprta posvojitev pa pomeni, da ima otrok od dneva nič ali pa od takrat, ko ga posvojimo, da ima svojo zgodovino. Da danes vemo, da je najboljše, če starši otroku čim prej oziroma takoj povejo, da je bil posvojen. To seveda ne pomeni, da rečemo 1 leto pa pol staremu otroku, veš kaj, ti si pa posvojen. Ampak da gradimo zgodbo, ki raste z otrokom, in ta zgodba je takšna, kakršno otrok lahko v tistem hipu sprejme. Naprimer, vidiš, ti si pa v tej hiši nekoč bil takrat, ko še nisi bil z nami. Ali pa recimo tvoja sestrica je v mojem trebuščku bila, ti pa nisi bil. Ti si bil pa v trebuščku nekoga, ene druge mame. In tako naprej. In da zgodba raste z otrokom in potem postane nekaj samoumevnega. Potem postane nekaj, česar se nihče ne sramuje, česar ni nobenega tabuja, nobenih skrivnosti in potem otroci niso traumatizirani. In postane posvojitev nekaj tako samoumevnega, da postane, tako bi rekla, del našega vsakdanjega sveta. In jaz mislim, da je to res, da ta, bi rekla, preboj ste naredili starši. In to se mi zdi res imenitno, je naredila Katarina, ki je v javnosti pripovedovala v svoji zgodbi, kako je bilo v času posvojitve oziroma kako se spominja svoje preteklosti. In zdaj bodo lahko prihodnji starši gradili v bistvu to samoumevnost, to, da je to nekaj čisto običajnega, s tem, da bodo uporabljali to aplikacijo in skupaj z otroki ali pa lahko dajali noter fotografije in v bistvu nekaj, kar je bilo neobičajno, normalizirali. Ja, torej, zdi se mi super in zdi se mi, tako bi rekla, iz te perspektive pravice do resničnosti, kot iz tega, da nekako malo razrahljamo slovensko trdo predstavo o tem, da je družina mama, oče, pa 2 otroka, pa še ta 2 sta biološka, da takrat, ko bomo to razrahljali, bo v Sloveniji tudi lažje živeti.
in k temu sem globoko prepričana, je pripomoglo Katarinino delo. Tako da hvala ti za vse nas. To je pa velika čast, Darja. Zdaj pa rada bi se vsem zahvalila za vse, pa ob temu, ki mi je v bistvu profesorica iz Fakultete za socialno delo dala toliko veliko čast, ki mi je v bistvu sicer že enkrat prej izkazala z tem, da je v bistvu mojo zgodbico, kako na primeren način povedati otroku, da je posvojen, vključila v svojo knjigo oziroma priročnik notranje meddržavne posvojitve. S tem bi se jaz v bistvu vam zahvalila, vsem skupaj. Jaz bi rekla, da se v bistvu vse v življenju zgodi z razlogom, pa vsaka slaba izkušnja te pol mogoče pripelje do nekaj več, do mogoče ene dobre, bolj pozitivne izkušnje. Za konec pa v bistvu vabim še naša plesalca, da odplešeta svojo zadnjo plesno točko, in sicer je to rumba. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Zdaj bi vas pa vse rada še povabila tlele v preddverje, kjer bodo lepo poskrbeli za vas, vas napojili in nahranili. Hvala vam.